Zdaj, če smo že havbo odprli, se pogovorimo pa še o motorjih. Nobene bojazni ni, da bi C5 Aircross. Dober dan. Za mojim hrbtom iFlow stolp. A veš, kaj se je zgodilo 100 let nazaj? V Parizu se je dogajal Expo in Andrej Citroën, ustanovitelj znamke Citroën, je rekel, kako bi mi to našo znamko še malo bolj izpostavili. In takrat so dosegli na vrste dogovor in na iFlowem stolpu je zasvetlo 250.000 žarnic, ki so sestavljale napis Citroën po praktično skoraj celotni višini stolpa. Posamezna črka je bila visoka po 30 metrov. Pa mogoče samo še ena zanimivost. 2 leti potem, ko je zasvetil iFlow stolp, si je tudi Charles Lindbergh, ki je bil prvi človek, ki je z avionom prečil Atlantik, je imel to svetlobo teh žarnic, ki so sestavljali napis Citroën kot ene vrste orientir, da je na letališču Le Bourget potem lahko tudi pristal. Tako, taka zgodba. No, to danes, jutri, bomo pogledali pa malo prihodnost, ker nam bo Citroën pokazal prvič novo generacijo Citroena C5 Aircross. No, tako, zato smo danes tukaj, zdaj se pa vse skupaj začne. Usedeti se moramo in potem se bo začelo. Kaj se bo začelo? Ne vemo najbolj, ampak gremo pa čim bolj sprednji. Kar se mene tiče, je bila tole ena izjemna glasbeno-plesna retrospektiva, kjer smo videli, kaj vse je Citroën kot znamka doživel v zadnjem stoletju. Hvala, da bom. Smo čist pozabili, da je tudi Citroën Ami doživel ene vrste prenovo in zdaj, ko se vozimo oziroma skozi Pariz po Sieni, medtem, ko gre luč počas dol, so nas presenetili z nastopom. Avti so parkirani na obrežju, pa še malo več plesa. Noro, stari. Je dobro jutro. Danes je tisti dan, ko nam bo pa Citroën pokazal naslednjo generacijo C5 Aircrossa. Prejšnja, mater, ne spomnim se, kdaj sem kakšen avto tako pohvalil v vlogu, ker je bil tako zelo udoben, prijeten, fajn avto. Malo gužvice za noter, veliko nas je Citroën sem pripeljal. Ajde, pojmo pogledati. Prizorišče je pa Palais de Tokio, to je, če se ne motim, največja stavba v Evropi, ki je namenjena sodobni umetnosti. Pojmo pogledati. Evo. Tukaj le spodaj bomo. Podarjuhco je pa že avto, zaradi katerega smo v resnici prišli v Pariz. Lučke se že malo vidijo, ne? Kako bodo izgledali. Da gremo še zadnji, stari. Ojo, stari, le to. Aha, okej. No, tole bo zihar zanimiv. 45 minut, toliko časa moram še počakati. En sok spijem, pa smo tam. Zdaj se tlele pa lahko avto že malo vidimo. To so da tiste zadnje luči, ki so tako nagajivo štrlele iz podarjuhe. Hudo. Stari, če tale Ami ni ena najbolj luštnih stvari, ker jih boš videl na cesti. Valjda, ne, imate nov logotip, pa to je varianta Buggy z integriranim spoilerjem tukaj zadaj, s platneno streho, z vrati, ki so, mislim, a veš kaj hočem reči, pa z zelo posebnim kokpitom. Stari, kako je hecen. Kaj je tole? Tale torbica na volanu. No, stari. It's okay, don't worry about it. Koliko je cute, stari, joj. A small movie about the product and then we will uncover the two cars. So this is the all new Citroën Aircross. I don't know why everybody is No, evo, zdaj ga imamo, zdaj ga vidimo in zdaj ti lahko tudi končno povem par stvari, ki bi te najbrž lahko zanimale v povezavi s tem avtomobilom. Za začetek. Ta nov C5 Aircross je četrti avtomobil, ki je vpeljal tole novo, ali pa dajmo reči razmeroma novo Citroenovo oblikovno identiteto. Ta oblikovalski jezik poznamo iz kje? Iz C3 Aircrossa, pa tudi iz C4 in moram reči, da lepo peljajo to naprej, ne samo spredi, pridemo pa tudi do zadka, pa do zelo posebnih zadnjih luči, mimogrede meni zgleda precej dobro. Obenem pa ne pozabiti, da je ta nov C5 Aircross duhovni naslednik, a se spomniš katerega avtomobila? To zgodbo, dajmo reči izrazito družinsko, je pri Citroenu štartala Xara Picasso leta 1999, pa za njo potem C4 Picasso in tako naprej. Ok, pojmo naprej. Zdaj, če smo že havbo odprli, se pogovorimo pa še o motorjih. Nobene bojazni ni, da bi C5 Aircross
Dobar dan. Nobene bojazni ni, da bi bil C5 Aircross na voljo zgolj in samo kot električen avto. V tem primeru recimo gledaš hibrida, pa da sem povsem jasen, na voljo bo kot blagi hibrid z dosegom tja do 950 km, pa plug-in bo tudi. Mislim, da bo električnega dosega tam do 85 km, skupnega do 850 in seveda za tiste, ki si boste to zaželeli tudi kot električen avto. Izvedenke pri električnem bosta pa kar dve. Ta prva bo Comfort Range, ta druga pa Long Range. Comfort Range bo ponudil 520 km, Comfort Range pa 650, če se ne motim. Po kapaciteti baterije še nisem govoril, to se pravi, če boš vzel Comfort Range s 520 km dosega, boš imel opravka s 73 kWh urami baterije, drugače pa 97 za Long Range, to pa govorimo polo 680 km dosega. In tega slednjega boš lahko filil s hitrostjo 160 kW. Plugina pa zanimiv, mislim, da v osnovi ne, če boš doplačal 7,4 hitrost, niti ne 11. Malo težje razumem. Če sem prav razumel, bo C5 Aircross prvi Citroen z matričnimi LED žarometi. Sam en, nisem prav. Nisem pa Rikar tam pa zgledal. Anže Jamnik je rekel, da bo zdaj razložil, kaj so naredili tukaj zadnji. Daj povej, Anže, no, nekaj v zvezi z D-stebričkom si razlagal. Zanimiva oblika in aerodinamična. Zdaj pa nadaljujem pri zelenemu avtu, katerega barva je enaka kot pri konceptu in bo omejena, pa ti tam pokažem zadek. Prav, gužva je, stari toliko okrog avta, pa ni šans, ni šans. Madonna, stari, vrata to, ki bi jih lahko na bajto dal. Če se že vrtimo okrog kufra, ne, a veš, kaj je ključno vedeti, da ne glede na izvedenko, ali bo običajen hibrid, ali bo plug-in, ali pa električen, v primeru tega avtomobila, da boš imel vedno na voljo enako prostornino, do 650 litrov. Torej, že samo po zadnjih lučeh bo avto zelo prepoznaven, pa tudi D-stebriček je zelo izrazit, ne glede na kot, s katerega ga pogledaš. Poglej recimo z tega kota, kako ima močen bok, pa tlele en detajlček. Vse skupaj izgleda, kot da ima Madonna, kot da ima tako malo krilca. Seveda imajo pa te luči ne samo vizualne efekte, ampak tudi svojo aerodinamično funkcijo in enako velja za vse majhne detajlčke na avtomobilu. Ne samo pri zadnjih lučeh, ki tako lepo izstopajo. Tudi druge stvari so narejene z razlogom. Vse, da avto, čau mami, lepš reže zrak, pa seveda tudi bolj učinkovito. To, kar sem zdaj povedal, ne, seveda velja tudi za feltne, tele so mi fejst všeč, praktično zelo polne, kar naredi veliko razliko tudi pri dosegu. Zdaj čas, da ti povem še, ali pa pokažem, kako zdaj je znotraj. Zdaj na nek način smo nekaj od tega že videli, nek splošen občutek, ampak v resnici se je pa tukaj noter zgodilo ogromno enih novih stvari. Za začetek, tale zaslon, njegova diagonala meri 13 palcev, klima tukaj na spodnjem delu bo vedno na voljo, pa tukaj gor pa navigacija. Oni so temu rekli ene vrste, ko smo rekli waterfall screen. Poglejmo še kaj zraven. Pustimo zdaj to so te marketinški izrazi, ampak dejstvo pa je, da je tudi tukaj zelo razgiban, na sredinskem grebenu, brezžično polnjenje telefona, cup holder. Je pa, tukaj sta še dva cup holderja, vidiš, je pa tale del, tako, ko se temu reče, lebdeč, imamo tukaj spodaj še dva razmeroma dobro dostopna predala, pa pol dvokrilno odpiranje, pogled tukaj na sredini. Kaj pa materiali, stari? Dajmo pogledati, tole je ene vrste tkanina, tudi na armaturni plošči, pogled, kako je razgiban, Madonna. Pa če že govorimo o materialih, Citroen poudarja, da tukaj notri je zelo veliko reciklirane plastike, pravega usnja v tem avtomobilu ne boš našel. Prvi občutek je pa nekaj, česar smo pri Citroenu že vajeni. Torej, pozornost namenjena ambientu je izrazita, predvsem in tudi takrat, ko pride do udobja. Jaz zdaj na teh sedežih ne sedim dlje kot 2 minuti, pa se mi zdijo mehki, pa tudi luštni prboki držijo. Pa občutek, ko se dotikam armaturne plošče, tole je zelo, zelo mehko, to mi je všeč. Zdaj, bo to težavno spucati ali ne, je pa tako, da ne boš vsak dan tlele šla to pa gor z majonezo mazal, je res? Ok, zdaj pa ven stopimo. Samo da ti še pokažem sedeže, dizajn pa mehkoba sta, dajmo reči, značilno Citroenovska in to je dobro. Fun fact, tale zelena barva je tako neverjetno luštna. Še bolj neverjetno je pa to, kakšno ime so ji dali. So rekli, nismo komplicirali, smo ji rekli kar Incredible Green, ker je v resnici neverjetno zelena.
Pa dajmo zdaj stopiti še na drug del tega odra, še do tega avtomobila, da ti povem, kaj se je zgodilo pa z meram pa s prostorom. Mislim, najmanj, kar ti lahko rečem, da placa tukaj noter ne bo zmanjkalo, pa ne zaradi prtljažnika, zaradi katerega sem rekel, da bo ne glede na to, katero izvedenko boš izbral, enako velik. Ta nov CP Cross je od prejšnjega daljši za 16 cm, pa za 5 cm je širši, za 6 cm daljše je medosje, pač zrasel je vse smeri in tudi prostora v kabini je več, za kolena, za glave mislim, da kar 7 cm. To ni malo. CP Cross je zdaj dosti večji avto. Ja, tako jaz mislim, da smo zdaj prišli do konca, oziroma do konca tega, kar ti jaz znam povedati. Avto pa zdaj, da nadaljuje tukaj so že prejšnji predniki postavili, ne, en vzorc, veliko prostora, udobje, ne, se bomo pol, ko bo avto prišel na test, pa najprej začetek v Slovenijo, se tudi kaj o tem pogovorili, ampak v osnovi, prvi podatki, prve informacije, se mi zdi, da je to. Grem pa na kosil, ko sem lačen, se mi zdi, da sem dosti povedal, lepo se imejte, ajde, čau.